profesor dr. Brecelj je postavil temelje te rehabilitacijske ustanove, profesor dr. Lojze Vodovnik pa je dokazal, da je inštitut lahko prvovrstna, mednarodno primerljiva, znanstveno-raziskovalna inštitucija s prav vsemi dokazi odličnosti oziroma referenčnosti. To inštitut dokazuje tudi v sedanjem času. Je tudi ena prvih ustanov, ki je pridobila status Evropskega učnega zavoda, evropsko specializacijo iz rehabilitacijske medicine, najvišje mednarodno priznane certifikate o kakovosti na področju medicinske poklicne rehabilitacije in akreditacije za posamezne programe. Mogoče se to vse premalo ve, ker je medicina žal naravnana tako, da vsa njena področja nimajo enake teže, enake veljave in enakega razumevanja v javnosti. Mnogi, ki so se zdravili v inštitutu, pa vedo, da so jim tukaj vrnili možnost in sposobnost za samostojnost, neodvisnost, pa tudi za novo poklicno kariero. Inštitut se ponaša tudi s priznanjem Združenih narodov, Svetovne federacije veteranov in mnogih drugih. Vsa ta priznanja so izpostavila pomen univerzitetnosti v izvorni razlagi tega pojma kot osnovo za izkazovano in izkazano pozornost. V Sloveniji in po svetu je inštitut deležen pozornosti in spoštovanja. Mnogi imajo z delom inštituta pomembne izkušnje. Moja izkušnja z inštitutom sega nedaleč nazaj, ko sem se v začetku lanskega leta vrnil iz Palestine. Tam sem se srečal z žrtvami vojne v Gazi in predvsem z najbolj ranljivimi skupinami, z otroki, ki jih je vojna pustila s težkimi poškodbami. Razmišljal sem predvsem o tem, kako bi jim lahko pomagali. Humanitarno akcijo za rehabilitacijo otrok, žrtev vojne v Gazi, se je Univerzitetni rehabilitacijski inštitut vključil kot ena izmed najbolj referenčnih ustanov na svetu na področju rehabilitacije žrtev vojn in kot edina inštitucija, ki je v tem trenutku sposobna združiti toliko znanja in kapacitet, da lahko naenkrat rehabilitira v polni meri z vrhunskimi rezultati kar 20 otrok. Na koncu bi rad izpostavil še dve dejstvi, ki ga vides nimata neposredne povezave z današnjo slovesnostjo. V svoji več kot 50-letni zgodovini je imel inštitut to srečo, da je imel odlično vodstvo, ki ni razmišljalo le od danes na jutri, ampak vse le na daljši čas. Njihove odločitve so bile takšne, kakšne so tudi danes, proaktivne in usmerjene v prihodnost. Kolikor vem, je menedžment tako v preteklosti kot tudi danes pomembno prispeval k potrjevanju poslanstva, pa tudi vizije ustanove. Značilnost vseh dosedanjih vodij tega inštituta je bila namreč ta, da so se vsi po svojem zavedali, da so osnovni in ključni kapital institucije zaposleni s svojim znanjem, predanostjo in osredotočenostjo na delo, ki ga opravljajo. Ves čas je bila vsa pozornost vodstva usmerjena v ljudi in njihovo usposabljanje, kar je končno izjemno pomembno za utrjevanje Univerzitetnega instituta. In vse to je jedro dobrega menedžmenta. Dovolite mi, da omenim še eno posebnost, ki je v zdravstvu pravzaprav redka. Inštitut je v zadnjih letih veliko investiral, zgradil je novo bolnico, nov center za otroke, nabavil odlično diagnostično in znanstveno-raziskovalno opremo in organiziral center IRIS za uvajanje sodobne rehabilitacijske tehnologije. Vse to se je zgodilo mirno, brez aneksov in brez spreminjanja osnovne investicijske vrednosti in pretežno z lastnim denarjem, ki so ga zaslužili s prodajo vrhunskih storitev na tujih trgih. Čestitam vam pridobitvi tega naziva. Še enkrat se vam zahvaljujem za povabilo, zahvaljujem pa se vam tudi za dosedanje delo, ki ste ga opravili in vam želim še dolgo in uspešno prihodnost.